Ne vem, ali je to šala ali ne, ampak ta en video je naredil več za dokazovanje neumnosti argumenta o transspolnih v športu kot karkoli drugega. In fantje, povem vam, niste pripravljeni na to, kar boste videli. Po skrbnem premisleku in pregledu trenutnih smernic za upravičenost uradno razglašam, da sem kandidat za WNBA. Če je dovolj, da preprosto razglasiš, kdo si, potem izpolnjujem vse pogoje, ki so potrebni za tekmovanje v WNBA. V redu, za tiste, ki ne veste, kaj je WNBA, to je Enes Kanter. NBA je seveda veliki košarkarski turnir, WNBA pa je ženski turnir. In zdaj izjavlja, da ima vso pravico do tega in ker ni več del NBA, se bo pridružil WNBA, saj je po vseh smernicah popolnoma sprejemljivo, da se pridruži, ker je izjavil, da je ženska. Moja ekipa in jaz smo natančno preučili merila za upravičenost v WNBA in okvir upravljanja, ki se nanaša na samoidentifikacijo in vključenost. Na podlagi trenutnih smernic lahko in tudi uradno razglašam svojo upravičenost za prihajajoči nabor WNBA maja 2027. Zagotovo nisem tukaj, da bi se norčeval, norčevati se iz ali ne spoštovati katerekoli skupnosti ali osebnih odločitev. Preprosto prosim, da se trenutna pravila enako uporabljajo za vse. Pravila, ki predstavljajo vrednote, za katere so se številne igralke in trenerji WNBA javno zavzemali. Moja ekipa in jaz smo pripravljeni zagotoviti, da se ta pravila uporabljajo enako za vse, dosledno in brez izjem. Veselim se, da bo WNBA spoštovala svoje načela. Se vidimo v Svea Training Campu. Mislim, seveda, ta video ni namenjen posmehovanju, to ni šala, to je resno. Ta moški, ki je visok 2 metra in 1 centimeter, turško-ameriški igralec, trdi, da ni tukaj, da bi naredil kaj narobe. On je preprosto ženska in želi igrati. Pravzaprav počne točno to, kar so prejšnji ljudje v WNBA, trenerji in vodstvo rekli, da je popolnoma v redu. In zdaj je postal WNBA v popoln kaos, ker ne vedo, kaj naj storijo. Torej, za kontekst, za tiste, ki še niste seznanjeni s tem, kaj se dogaja v športnem svetu, mimogrede, jaz sem Aira Kay, voditeljica oddaje Pushback. Dobrodošli v naši oddaji. Upiramo se norostim, ki se dogajajo v medijih, v svetu in tako naprej. In če se strinjate, da so nekatere stvari nore, potem dobrodošli. Našli ste svoje ljudi. Torej, za tiste, ki niste seznanjeni, NBA, športne igre, ljudje spremljajo že leta. Zelo jasno, moški so dobri v košarki. WNBA enako. Ampak v zadnjem času, ko rečem v zadnjem času, mislim na zadnjih 10 let, je postalo popolnoma normalno govoriti o trans moških, ki želijo postati ženske, moških, ki želijo postati trans ženske, ki se vključujejo v šport. In zaradi teh organizacij, zaradi prebujenih pogledov in njihovega strahu pred politično korektnostjo ali strahu, da bi jih izločili, ker so naredili nekaj narobe in želijo delovati napredno, so nenehno premikali meje. Nenehno premikali meje. In ko rečem nenehno, mislim res nenehno. Videli ste nore komentarje trenerjev, kar bomo pokazali v trenutku, in vodstva, ki pravijo, da so vključujoči in tako naprej. Ampak seveda, to pride na račun žensk, ki se ukvarjajo s športom. In je zelo preprosto. Razprava v zadnjih letih je postala, ali si transspolne osebe zaslužijo pravice. Odgovor je morda potencialno da, vendar zagotovo ne na račun žensk. In ta video se očitno norčuje iz vsega, skozi kar morajo iti ženske v WNBA, ko v svoje igre vključijo transspolne športnike. To zdaj povzroča malo, kako bi rekla, zaostrovanja. Ne samo, da WNBA poskuša ugotoviti, kako se na to odzvati, ker je očitno smešno, ampak ker vedno več igralk prihaja na plano in začenja govoriti podobne stvari samo zato, da bi nekaj dokazale. Ker imajo ljudje dovolj, naveličani so tega. In kot sem rekla, pokazale bomo videoposnetke trenerjev in zakaj se je vse to sploh zgodilo, ter še več glasov, ki govorijo te nore stvari. Mislim, potrpite z nami, to bo res nora epizoda. Torej, to je nedaven videoposnetek zvezdnice WNBA Gabby Williams, ki pravi, da podpira trans ženske, ki igrajo v ligah. Poslušajte to. Mislim, da so pravice transspolnih oseb trenutno naš novi boj. To je tisto, kar mislim, da sem rekla, da so se boji spremenili. Ja. Veš, naši nameni so enaki, ampak zdaj, ko se je okolje spremenilo, vidimo, da transspolnim osebam jemljejo pravice. Veliko je razprav o transspolnih športnikih in o tem, v katerih disciplinah lahko tekmujejo. Vedno bi z veseljem sprejela transspolnega športnika v svojo ekipo ali v ekipo proti moji ekipi. Mislim, da to ni problem v svetu, to je le še en način, kako napasti transspolne osebe. Veš, videli smo igralce, kot je Laia Clarendon, ki so stopili v spredje in bili dovolj pogumni in drzni, da so stopili naprej. Mislim, da je to naslednja bitka, ki jo moramo kot športnice voditi. Dejansko manipulativne taktike, s katerimi želijo prikazati, da je pogumno dejanje moškega, ki se pretvarja, da je ženska, da se pridruži športni ligi in tako prevladuje, so sramotne. Povejmo jasno in glasno, nič ni pogumnega pri tem.
Da, deležno boš sovraštva. Ampak to, kar počneš, je v resnici poskus uničenja ženskega športa v imenu svojih lastnih interesov, v imenu svoje potrebe po prepoznavnosti. In dejstvo, da obstajajo resnične igralke, ki so celo življenje posvetile tekmovanju, sprejemajo dejstvo, da bodo pripeljali posameznike, zaradi katerih bodo na igrišču uničene. Ker, poslušajte, tudi če vam je neprijetno to povedati, je resnica, da so moški običajno močnejši in boljši od žensk v športu. To je preprosto drugačna liga. Njihova telesa so drugače zgrajena, njihove sposobnosti so drugačne. In to je popolnoma v redu. In to je povsem sprejemljivo. Ampak to, kar počnete tukaj, je, da silite ženske v položaj, kjer morajo v bistvu reči stvari kot so. Ne? Vse smo fizično popolnoma enake. Ne, niste. Izjemno ste sposobne glede na svoje zmožnosti in izjemno ste sposobne glede na svoje zmožnosti. In te sposobnosti so različne. Moški ne morejo imeti otrok. Vi lahko imate otroke, kar vas v marsičem naredi boljše od moških. In moški so hitrejši in močnejši v določenih stvarih kot vi. To je v redu. To je povsem sprejemljivo človeško dejstvo. In vendar so ženske hkrati potisnjene v položaj, kjer morajo reči: ne, smo enake. In to naj bi bilo povezano s transšportom. Ne, ni. Ne gre za pravice transspolnih oseb. In to so stvari, ki jih v zadnjih nekaj mesecih in letih opažamo pri NBA, saj smo mnogi mislili, da je vsa ta trans stvar že zdavnaj zamrla. Ljudje, no, se je to že zdavnaj zamrlo. Argumenti so postali jasni. Na začetku so bili vsi za to, da smo napredni in podpiramo ljudi. Potem pa je postalo zelo jasno, da gre le za norčevanje žensk in vedno več ljudi se je temu uprlo. Ampak dejstvo, da je to še vedno tema pogovora, me dobesedno spravlja ob pamet. Kako je to še vedno stvar? Mislim, in ko rečem, da je to še vedno stvar, morate slišati, kaj je rekla ena od trenerk v WNBA. Resnično nisem mogla verjeti, ko sem to gledala, ker naj bi bila trenerka tista oseba, ki svojo ekipo spodbuja k uspehu. Poslušajte. Vem, da v rednem delu sezone spet nimate fever, ampak po premoru je bila ena največjih novic Sophie Cunningham in protesti v njeno podporo ter protesti proti njej. In veste, danes so imeli tekmo, ki je bila predvajana na nacionalni televiziji in Cheryl, veste, je nosila majico. In to je pač tema pogovora. Zanima me, kaj si mislite o tem? Mislite, da je to dobro za ligo ali to odvrača pozornost od košarke? Je to samo hrup? Res me zanima vaše mnenje. Hvala za to vprašanje. Samo kar se tiče, samo da bo jasno. Sophie Cunningham je javno govorila proti dovoljevanju trans ženskam, da bi igrale v NBA, ker očitno to ni pošteno. Kako jaz to vidim je, če lahko odgovorim, zame šport pomeni pripadnost. Gre za vključenost. Gre za to, da vsakomur dovolimo, da je to, kar je v resnici. To mi veliko pomeni, ker so me kritizirali zaradi moje višine in zaradi moje narodnosti. Velikokrat sem bila v situacijah, ko so mi dali vedeti, da ne spadam tja. In zame je pomembno, da tega občutka, še posebej v Golden Stateu, nihče nikoli ne doživi. Zato se zavzemam za to, da imajo ženske in deklice pravico igrati. In to vključuje tudi trans ženske. Zavzemam se za vključenost vseh. Zavzemaš se za vključenost vseh. Najprej, šport v resnici ni namenjen temu, da ljudje odkrijejo sami sebe. Gre za tekmovanje, prav? Bodimo povsem jasni. Šport je namenjen temu, da ugotovimo, kdo je najboljši v fizičnem športu. To je to. To je tisto, kar želiš gledati. Ne gre za to, da se ljudje samo identificirajo. Sicer bi v igro vabili ljudi, ki so res slabi v športu. Samo zato, ker si to res želijo. Ne gre za to. Da bi imel glavnega trenerja, ki bi rekel: ja, resnično verjamem, da je to za ženske in za mlada dekleta, ki verjamejo v šport. In zato bom pripeljala te moške, ki bodo ženske na igrišču popolnoma nadigrali. Torej, mislim, da je to kontekst in nekaj ozadja ter pogovora, ki se je razvijal in stopnjeval glede norosti vsega, kar se dogaja, še posebej pri tej zadevi. Mislim, vidiš to. Uporabniki družbenih omrežij pozivajo ekipo WNBA naj podpiše pogodbo s transspolno francosko košarkarico Julie Taut, ki v povprečju dosega 20 točk na tekmo. Leta 2021 je razkrila, da je transspolna. Visoka je 1,90 metra in v povprečju dosega 20 skokov na tekmo. Poglej, ko to gledaš. To je moški, to ni ženska, to je moški. In to je moški, ki tekmuje. Poglej razliko v velikosti. In ne pozabi, ko govoriš o dekletih, ki igrajo košarko, so nekatere med najvišjimi, najbolj grajene, najbolj neverjetno močne ženske sploh, ampak ona jih zasenči. Zaradi nje izgledajo kot majhna, drobna dekleta, kar športnice niso. Še posebej ne košarkarice. Ampak dejstvo, da je takšen pritisk sploh prisoten, da imaš nekoga, ki se je spremenil leta 2021 in jo silijo, da je v ženski športni ekipi, samo poglej to. Kaj sploh gledaš? Zakaj se sploh za sekundo pretvarjamo, da je to nekaj normalnega?
Poglej, želiš ustvariti transligo, kar izvoli, sem popolnoma za. Želiš ustvariti ligo, da lahko vsi pridejo gledat in praznujejo transgibanje? 100%. Ampak ne kradite ženskam, ki so celo življenje trdo delale, da bi se ukvarjale s športom. In kot sem vam že rekla, to ni edina oseba, ki se odziva. Mimogrede, poslušati morate, kako se je na to odzvala WNBA. Komisarka WNBA Cathy Engelbert je poslala obvestilo o vključevanju trans oseb po napovedi Enesa Freedoma in Royka Whitea. Prav, v petek je ekipam poslala pismo, v katerem je naslovila pomisleke glede vključevanja transspolnih športnic v ligo, potem ko sta dva nekdanja igralca NBA napovedala, da se nameravata prijaviti na naslednji nabor WNBA. Seveda moramo biti vsi vključujoči in prijazni, ker kot sem vam že povedala, je to posmeh in je naravno smešno. Nič ni bilo bolj uspešno pri dokazovanju, kako noro je razmišljati o vključevanju trans žensk v šport kot to. Mislim, poglejte tega tipa. Prej ta teden sem napovedal, sem transspolna oseba, sem ženska. Se identificiram kot ženska, včasih za namene košarke, profesionalne košarke. Tako da bom tudi jaz prijavil svojo kandidaturo za nabor WNBA leta 2027. Mislim, da bi bil neustavljiv, ampak sem tip, ki vedno postavi ekipo na prvo mesto. Sem igralec, ki najprej poda žogo. Delam tiste mehke stvari, vodil sem svojo ekipo v vseh 5 glavnih statističnih kategorijah na univerzi Iowa State. Tako da naredim malo vsega, naredil bom vse, kar trener potrebuje od mene, naredil bom vse, kar dekleta potrebuje od mene. Mislim, da bi lahko WNBA izdala jasno izjavo o tem, da fantje z jajci igrajo v ženski ligi. Ampak veste, to bi bilo verjetno preveč smiselno. Tako da. In nočem biti diskriminiran. Zdaj želim pošteno obravnavo. Sem temnopolt. Sem mlad temnopolt, upajmo, ameriški senator, ki bi rad imel pošteno priložnost sodelovati kot športnik, ki se včasih identificira kot transspolna ženska. Mislim, resnično nič ne pokaže večje neumnosti kot to. In veste kaj? Ironija vsega tega. WNBA čisto paničari, ne vedo, kaj naj naredijo, kako naj se odzovejo, kako naj bodo vključujoči, potrebujejo jasne definicije. Ampak, tukaj je stvar. Leta in leta so te športniki uporabljali svojo športno platformo za politični aktivizem, kaj ne? Da bi potiskali politične agende, da bi normalizirali stvari, ki so grozne. Bili so boji proti Lea Thomas. Toliko let so ženske opozarjale, kričale na glas. In zdaj, ko prihajajo moški, to samo še bolj poudari in dokaže vse skupaj. WNBA je želela uporabiti svojo platformo za politično vključenost. No, potem bodo nekateri ljudje, ki se bodo odločili, da imajo nasprotno mnenje o tem in bodo želeli uporabiti svojo platformo za politično vključenost ali kot politični dokaz, kako neumne so te izjave. In lepo je videti, da sta ti dva moška stopila v spredje in dokazujeta, kako noro je to, kako napačno je, kako to ni prav. In všeč mi je. Živim za to, uživam v vsaki sekundi tega. Naj WNBA čisto paničari glede tega, kaj ne rečejo. In ne vas spomnim, vem, da ste mnogi v zadnjih tednih prejeli vprašanja glede sodelovanja transspolnih športnic v ženski košarki in pričakujem, da bo ta tema še naprej deležna velike pozornosti. Želela sem se oglasiti, da z vami delim, kako se v pisarni lige lotevamo teh pogovorov. In se zahvalim vsem, ki ste na vprašanja medijev odgovarjali premišljeno in profesionalno. NGB je to označila za niansirano. Prepoznamo, da je to zapletena in večplastna tema. Ne, ni. In v prihodnjih mesecih bomo še naprej vodili pomembne pogovore z vami iz Združenih igralk. Prav tako načrtujemo dodatne razprave in organiziramo srečanja, na katerih bomo prisluhnili vsem vodjem ekip, ki bi želeli sodelovati. Vaše mnenje in povratne informacije so neprecenljive in cenim vse, ki ste se že oglasile in delile svoje misli. Wow, kakšna popolna idiotka. Mislim, to je res neumnost, kaj ne lahko dejansko vidiš, kako neumno je vse skupaj. Ta tip Royce White, ki pravi, da še niti 72 ur nisem javno transspolna, pa že dobivam toliko sovraštva. Samo igrat košarko želim s svojimi puncami v svoji ženski eri. Zakaj se ne morate vse veseliti zame? Mislim, poglejte, kako ženstven je. Zelo ženstven. Prav, spet imaš to, kot smo rekli, imaš Roycea Whitea in imaš Enesa. Prav, ti dve osebi. In to dobiva to pozornosti. Obstajajo desetine in desetine milijonov videoposnetkov o tem in ogledov, ker ljudje spoznavajo, moj bog, to preprosto nima nobenega smisla, ko to dejansko odstraniš iz tega neumnega jezika vključevanja in pokažeš, kaj v resnici je. To je noro, kaj ne? In seveda imaš levičarje, ki pravijo, da je to še en desničarski nestrpnež, ki z izzivanjem ogorčenja skuša ostati pomemben. Pravzaprav morda on dejansko bolj brani pravice žensk, kot si jih ti kdajkoli uspela braniti. Stephen A. Smith, pri tem ne bom popustila. Lahko podpiraš pravice žensk in hkrati verjameš, da biološki moški ne bi smeli tekmovati v ženskih športih. Ti dve stvari se ne izključujeta. Moj problem ni sovraštvo. Gre za zaščito žensk, zaščito deklet in vprašanje, zakaj se trenerka WNBA odloči vmešati v spor, ki bi lahko škodoval ligi, ki naj bi jo zastopala. Zdrava pamet še vedno šteje. To je moje stališče. Prav. Lahko si za pravice ljudi, a hkrati podpiraš dejstvo, da bi morala imeti ženske pravico igrati v športu.
Clay Travis, s tem se ne šalim. Pripravljena sem kupiti novo franšizo WNBA in jo postaviti v Nashville. Obljubljam, da bom imela 100% transspolno ekipo, vse moške, ki se identificirajo kot ženske. Zaposlila bom tudi 100% transspolno trenersko ekipo, najbolj vključujočo ekipo v zgodovini, norčujem se iz te ženske, ker o čem sploh govoriš? Si glavna trenerka ekipe in praviš, da je to vključujoče. To ni vključujoče. Kot sem rekla pred nekaj dnevi, napovedujem svojo prijavo na nabor WNBA 2027 kot ženska, ki se včasih identificira kot transspolna. Moja lasulja je že na poti po pošti. To sta tista dva fanta, ki izstopata in opravljata to čudovito in sveto delo, po mojem mnenju, za ekipe za ženske v športu. Mislim, poslušajte, kaj ima Trump povedati o tem. In povem vam, če bi bil kdaj, bi bil največji trener ženskega košarkarskega moštva v zgodovini. Ker mi LeBron James ni všeč. Michael Jordan mi je veliko bolj všeč. Ampak šel bi do LeBrona Jamesa, ni pomembno. Rekel bi, LeBron, si kdaj imel željo biti ženska? Ker bi rad, da boš zvezda moje ekipe, ki jo gradim. Imel bom najboljšo ekipo v zgodovini. Nikoli ne bodo izgubili. Nihče se ne bo približal tej ekipi na manj kot 70 točk. Zdaj moramo to spremeniti in moramo narediti, da bo v redu govoriti o tem. Veš, mlada dama, o kateri sem govoril, se boji govoriti o tem. Izogibajo se ji in jo izobčijo, ko govori o tem. Mislim, dobesedno je genialnost v tem, da bi bil najboljši trener v WNBA. In vsi pravijo, seveda je Trump pač Trump, ker bi preprosto pripeljal LeBrona Jamesa, da bi povedal, da želi biti ženska. In tukaj je opomnik, da potem, ko sta dva nekdanja izbora v prvem krogu nabora NBA napovedala prijavo na WNBA nabor, je komisarka WNBA povedala, da se bo liga sestala, da bi pregledala, kaj pomeni biti ženska za namen pravne upravičenosti. Ta srečanja bi morala biti prenašana v živo. To je televizija, ki je ne smeš zamuditi. In ima prav. To je žalostno, a hkrati briljantno. In to so stvari, ki jih potrebujemo, da dokažemo norost teh gibanj, ki uničujejo pravice žensk in nam jemljajo šport. In poskušajo narediti, kot da smo mi problem. Ker na to opozarjamo. Mi nismo problem. Oni so. In kmalu se bodo morali s tem soočiti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.